Živijo in dobrodošli v novi epizodi nadaljevanke v naravo. Gremo najprej pogledat uvod. Obmejna policija v Jugoslaviji, evo ga krivca za ves ta blat. No, tole pa planina Korošica, mejni kamen. Prav mogel sem se ustaviti pa tole pokazati. Dobrodošli na Košutici. Ja, kakšna vrata. Zdaj pa čas za kaki party. Danes sem rekel, pa malo drugačen uvod naredil, oziroma bo naredila Aleš je še z mano. In sva, če niste prepoznali, na Ljubelju, oziroma izhodišče nekdanje koncentracijsko taborišče Mathaus pod Ljubeljem, pod prelazom Ljubelj. To je drugače edino taborišče v Sloveniji, ki je bilo v času druge svetovne vojne. In sicer je bila to podružnica zelo glasnega Mathausa. So pa tukaj bilo delovno taborišče, so delali predor, ki je malo višji gor. To grejo pa na Košutnico. Slabih 2000 metrov visok vrh, baje so super razgledi in vreme je super. Jaz verjamem, da boste tudi vi uživali, video pa vem, da bova. Vzpenjava se drugače po nemarkirani poti. Tukaj levo bo pol dol prišla, da gre pa desno. Tole je begunščica. Cesta proti prelazu Ljubelj. In gremo proti planini Korošica. Sem toliko razlagal Mathausu, da sem pozabil povedati. Krožno pot imava v planu in sicer se bo vračala čez Stari Ljubelj. Tole je začetek grebena Košute. Spodaj se cesta vidi, ki gre proti planini Korošica. Midva pa nadaljujeva po nekdanji graničarski stezici. Pot tlele gor je pa prav super. Tak lušten naklon in tudi kar precej razgledal. Spet sva na vlaki. Drugače pa mogoče da povem še, kdo so bili graničari za tiste, ki verjetno kdo ne ve. To je bila v bistvu obmejna policija v Jugoslaviji in so stražili mejo, da ljudje niso nezakonito prehajali. Po domač povedan, da niso bežali iz Jugoslavije v Avstrijo, Italijo in podobno. In so imeli tle poti speljane po karavankah. Ja, pa še to, takole nezakonito prehajanje meje včasih ni bil glih hec. Je bilo to orang zadeva in tem, ki so jih dobili, ni bilo prav luštno.
Bi skoraj ga maše rabila. Za oblat. Še enkrat moram prečkati tole blatno vlako, pa kar po teli potki gor. Tisle vrtača malo v meglici, tole pa greben, po katerem bo verjetno šla proti Staremu Ljubelju. Sva pa prišla iz Bukovga v Smrekov gozd. Evo ga krivca za ves ta blat. Bo zdajle na hitrico malo pošraufala za Alešem. Pa naprej gor, pa neki oblači. Napoved ni bila taka. Nekje na višini 1500 metrov prideva pa na prve pašnike na planini Korošica. Zdaj, ko sem prišla gor na travnike, pa bolkane prečva, ki je proti planini Korošica. Ta luštna pot je. Zdaj sem pa na razpotju, kjer bo šla midva levo proti Kočinem Ljubelju. Da grem pa še tlele planino pokazati. No, tole pa planina Korošica v Karavankah. Na kdo zamenil s Korošico v Savinjskih Alpah. Pa gremo naprej. Aleš mi je malo šel, da ga bo treba malo videti, ampak ni problema. Košutica je. Kakšno drevo. Preluknjeno. No, to smo pa na grebenu, oziroma na meji. In tukaj levo bo pol nadaljevala proti Kočinem Ljubelju. Zdaj pa še tlele gor, zadnji vzpon. Pa pogled v Avstrijo. Tale te visoke vrtača. Zadnji je stol, tole pa begunščica. Mejni kamen, tukaj gre pa Koča pod Košuto pot. To pa ne poznam. Še 45 minut malo. Dol bom imel kar veselico. Prav mogel sem se ustaviti pa vam tole pokazati. Tamle med stolom pa begunščico se pa Triglav vidi. Niso sami dva gamsa. Je še en ta prav pred nama šel.
tik pod vrhom. Ko misliš, da si že na vrh, je pa še malo. Takole, dobrodošli na Košutici. Gremo kar takoj razgled. Tole je veliki vrh, pa potem cel greben Košute. Tisle mora biti Peca. Tole so pol že Kamniške, Gorenjska ravnina, ne. Zadaj bi znal biti, ne, ni Snežnik, ne vem, kaj je tamle, a pa je, po mojem, da je Snežnik, ja. Južne Bohinjske gore, Begunjščica, Vrtača, Stol, Triglav in ostale Julijske Alpe. Tamle pa počasi Aleš prihaja. Evo, da se Aleša še malo boljš vidi. Pa Avstrijo bi lahko še pokazal, ne. Super razgledi so danes. Sem splezal še na ta drug vrh, da se Košuto lepš vidi. Čist cel greben. Pa še dol na planino Korošica, pa tamle pa Ljubelj. Pa tudi koča na starem Ljubelju se vidi. Ja nič, midva sva malo pojedla, užila se razgledal, malo jo je prepihal, zdaj pa greva nazaj. Torej zdajle je plan, da tlele po grebenu greva do koče na Ljubelju, pa v ta greben naprej proti Zelenici. Sem ga pa tudi lansko let, mislim, da prehodil. Bom dal desno gor link od ture. Tukaj spodaj je pa izhodišče oziroma tudi taborišče. Tako, zdaj smo nazaj na tem križišču oziroma razpotju in greva naravnost. Tukaj se začne najina krožna tura. Begunjščica, tole je naravnost Dobrča, pa pogled na Košutico. Tukaj se pa Košutica še veliko lepš vidi, ne?
Taka prijetna potka, pa tukajle luknja. So jeklenice za varovanje, ampak vseeno tle treba biti malo previden. Tale lojtrc oziroma stopničke še od spodaj. Pa mislim, da tle se pa konča ta zahtevnejši del poti, da je pa spet pohodništvo naprej. Tukaj nas pa markacije povabijo na avstrijsko stran, bomo en krog po Avstriji malo naredili, pa potem do Koče na Starem Ljubelju pridemo. Tle naravnost zgleda, čeprav nekaj je shojen, ampak vsaj urisa ni nič, tako da bomo midva kar raje bova šla po ziher varianti. Prihajava na cesto na Stari prelaz Ljubelj. Pa smo na cesti. Sva še na avstrijski strani, tako da ima še ne 5-10 minut vzpona do Koče. No, preden so leta 1943 začeli kopati predor dol, je bil tole mejni prelaz Ljubelj. Tale zvonce pa nov. Ja, kakšna vrata. Piše, da so karavanke, zeleni pas Evrope. Karavanke. No, kako je to? Ne znam zvoniti. Tole je Koča na Starem Ljubelju, odprta je praktično cel let, sam ponedeljek pa torek, kakor vemo, je zaprt, ostalo je pa odprt. Pa gremo v dolino. Tole pogled proti Košuti, drugače pa tale cesta na Ljubelj je baje cesta z največjim naklonom v Sloveniji. Do 28% ne bi imela naklona. Tako da tukaj je pozim zelo priljubljeno sankališče. Tole je pa Košutica. Pa mogoče še ena zanimivost, tale tunel dol je dolg okoli 1500-1600 metrov in kolikor vem, je bil v času, preden so se karavanke naredile, da je bil to najdaljši tunel v Sloveniji. Tole je zgornji del ceste. Serpentina, pa spodaj 2 nivoja ceste. Pranje umazanih čevljev. Takole, midva sva na Ljubelju. Zdaj pa morava iti še tukaj čez, pa levo dol.
Tlele očitno desno. Če pa niste vedeli, pa tukaj od Eme romarska pot. Saj tamle na tablitku piše. Tamle je pa izhodišče. Zdaj pa čas za kaki party. Kaj da ima istega sponzorja. V glavnem, odlična tura. Tlele gor oba so bila prvič, spoznavala so nove konce Slovenije. Jaz sem ful živel. Ja, lepo je bilo, sam pejte raj polet, ker zdaj je toliko blata, da je za znort. Če imate pa radi blat, je pa idealno. Ja, je pa temperatura bila pa ta prava, super. Ful dober dan sem imela razglede, ste videli. Da tehnično pot, čisto enostavno, oziroma zelo enostavno, razen un del, tam, kaj je tista jeklenica, ki je v Avstrijo malo prepada, ampak se da lepo mi prijeti. Ja. To, še kaj povedal? Ne, to je to. Ne, ja, to je to. Imejte lep dan še naprej, pa se kmalu vidimo. Ajde. Čau!